zakon. Nobenega nikjer, nora cesta, sonce bo, zunaj sicer samo 16 stopinj, ampak je prav prijetno. Mazda je pripravljena na akcijo. Kaj češ lepšega? Kje je ta plastika? Je že vroče in jaz mislim, da je tole med tokratno trojico najbolj uživaški avtomobil. Za tiste, ki res uživate v vožnji. In tukaj se dejansko vozite po pokrajini, ki jo je leta 2009 UNESCO uvrstil na svoj seznam zaradi izjemnih naravnih lepot in edinstvenosti. Seveda, poglejte tole. Sploh si ne morem predstavljati, kako so se nekoč počutili dirkači znamenite dirke Mile Milja, ko so divjali tukaj. Ampak ne na tako udobnih sedežih in na tako lepih cestah. Po takšnih so dirkali. Avtomobili pa so bili po zasnovi podobni temu, kar danes k sreči še vedno ponuja MX-5. Bili so enostavni, motor spredaj, pogon zadaj, dva sedeža in praviloma brez strehe. Dobro, to zadnje, da je brez strehe, meni niti ni tako pomembno, čeprav je lahko še toliko večji užitek v takšni pokrajini, ko morate gledati te visoke gore. Ampak raje gledajte na cesto, ker gre tudi Mazda kljub svojemu le 1,8 litrskemu bencinskemu motorju in 93 kW lahko prav hitro. Neverjetno, kako vse čutite pri tem avtomobilu, vsako luknjo na cesti, kako spolzak asfalt je, vse. In sploh ni neudoben. In zato ga tako obožujem, ker za toliko denarja, od 21 000 evrov naprej, takšno z opremo Takumi pa okoli 25 000, no, za toliko denarja ne dobite podobnih voznih lastnosti pri nobenem novem avtomobilu. Tole pa Miha klede od zunaj zdajle. Prav Miha je bil, lej ga, on je bil. Tukaj pred ovinkom sploh ne zaviram, samo počakam, da vidim naprej in spet pritisnem do konca plin. Itak je prešibak, da bi šel počez, pa če se še tako trudim. ESP se mi je do zdaj samo enkrat vklopil. Motor se sicer še kar rad zavrti do 6,5 in morali ga boste ves čas priganjati do konca, da bo šel po teh strmih klancih. Sreči pa ima tako dober menjalnik, da vas to ne bo niti malo motilo. To je tisti pravi užitek v vožnji, tukaj ni dvoma. Čeprav pravim navdušencem še vedno priporočam močnejši 2-litrski motor, da bo vsaj kdaj zaplesala ritka. Nora. MX-5 nima praktično nobene pomanjkljivosti. Mogoče komu ni všeč oblika, ampak to užitkarjem v vožnji itak ni pomembno. Največ težav boste imeli v bistvu visoki, ker je očitno narejena po mojih merah, ki sem v zlatem povprečju. In ja, prtljažnik je res majhen, ampak bo za torbo ali dve in plato piva tukaj spodaj. Tudi delovno okolje je zelo enostavno, brez nepregledne množice nepotrebnih gumbov. Je pa tale vmesnik za radio in navigacijo dokaj kompliciran, sploh ni enostaven za uporabo, mikrofon za telefon pa se lepo skrili tukaj na volan. Ja, pa vseni sedeži bi lahko bili naluknjeni, ker vam raje ne pokažem, kakšen hrbet imam zdajle. Skratka, vozniki, ampak tisti, ki se res radi vozite, še najraje sami, enkrat je samo malo zapeljite. Po možnosti zjutraj na tej cesti. Po mojem boste takoj začeli delati plane, kaj pa če bi jaz tam malo prišparil, pa tam prodal eno zadevo, pa mogoče malo kredita, ja, mogoče bi pošlo.